Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Merica dobrega. No, danes je 5. junij, Svetovni dan varstva okolja. Na ta dan se še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, varstva zemlje. Letošnji dan varstva okolja močno nagovarja posameznika. Spodbuja ga k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem. Trošiti odgovorno pomeni živeti v okviru nosilnih sposobnosti planeta. Omogočiti zdravo prihodnost, v kateri se lahko uresničijo sanje. Ne samo naše, ampak tudi sanje vseh generacij, ki prihajajo in bodo še prišle za nami. No, sedaj pa si poglejmo, kaj vse imamo danes pripravljeno za vas. Najprej bomo skočili na našo Facebook stran, nato imamo za vas dva zanimiva gosta, tako da predlagam, da kar začnemo. No, pa skočimo in si poglejmo najprej še tistih nekaj zanimivih stvari, ki so se zgodile na današnji dan. Leta 1752 je Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika. Leta 1849 Danska postane ustavna monarhija. Leta 1944 iz Bele krajine začne oddajati radio OF. Seveda pa bolj kot preteklost je pomembna sedanjost in prihodnost tega planeta. In kot sem že omenila, na začetku je danes Svetovni dan varstva okolja. Sedaj pa je res že tisti skrajni čas, da skočimo na našo Facebook stran, kjer si bomo pogledali, katera skladba in njen videospot je v tem tednu dobil največ vaših glasov. Tokrat ste imeli na voljo Nipkeja in njegov Popoln life ter videospot Čaleta Saleta Good Vibe. Težka odločitev nikaj, a vseeno en je moral zmagati in to je bil Čale Sale in njegov spot Good Vibe. Pa si ga kar poglejmo. Folka smo imeli nastop, tukaj je ovo. Mi danes snemamo video spot, ko da vsi vi, ki ste tukaj, boste v video spotu. Good vibe. Good vibe. Jaz sem vesel, da sem živ, da sem cel in da nisem še zavil dol z te poti, ki me bo do vrha. Karkoli se zgodi, familija je prva. Nisem pozabil na prijatelje, da pravih mal je, čuvam jih zdravje. Vsak dan je novo poglavje, imam svoje sanje in verjamem vanje. Tu če se zdi nemogoče, čisto vse se da, če se hoče. Odloč se in deli na tem, posluši, iskreno ti povem. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Prednost dam družini, ne pa gotovini. Sreča ni polna vreča, tako kot v trgovini. V čisti tišini slišam svoje misli, čeprav smo tok različni, spet vsi smo isti. Vsi smo ljudje in vsi imamo ime, vsi imamo srce in ljubezen tle nekje. Poglej se, posluš se, prepust se. Life ni koda na fonu, da lahko imaš 3 poskuse. Zato ga izkorist in popiš prazen list. Puš dober vtis in vedno mejo brž čist. Bod tist, kad da ljubezen, bod hvaležen, ne obupi, vse bo good presežem. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Korak po korak, noč ne gre na silo, lepo potrpežljivo, life je darilo. Vsak dan se učimo in delamo napake, a sonce vedno premaga oblake. Štartu sem iz dna, dobro vsaka me pozna, zdaj sem tle ker lah, dotaknem se neba. Isti človek, še zmer sem boljši kot včer, ker v sebi sem najdu mer. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj.
Ja, tole bi Čale Sale in Good Vibe. No, če niste vedeli, je njegovo pravo ime Saša Petrovič. No, sedaj pa še vaša domača naloga za glasovanje najboljšega videospota za prihodnjo oddajo. Za vas smo izbrali Siddharto, Med drevesa in Muff, Ti si ta. No, še preden pa skočimo na naše kuharske minute, imamo za vas še eno obvestilo oziroma bolj priložnost. Vse tiste, ki bi si želeli kuhati v naši naslednji oddaji oziroma sezoni Merici dobrega in predstaviti svoje odlične jedi, vabim, da nam pišete na naš mail etv@elektroprom.si ali pa pokličite na telefonsko številko 041 779 390 in se prijavite. No, tako, sedaj pa skočimo na naše kuharske minute. Danes si bomo zopet pogledali in skočili v gore, kaj dobrega so tokrat pripravili za nas. Branka Jovičič je tokrat kuhala in ja, to je ta del oddaje, v katerem ste lahko tudi vi, če se le prijavite na naš mail ali telefonsko številko. Sedaj pa res skočimo pogledat, kaj so pripravili. Lepo pozdravljeni. Veste, tam, kjer nam je lepo, tam se radi vračamo, zato smo mi danes spet v gorah pri Branki. Dober dan, Branka. Živjam, živjam. Branka bo danes kuhala nekaj dobrega, okusnega, domačega na žlico. Branka, kaj bo to? Mi imamo drugače tako kar razširjen pa dosti bogat jedilnik, ampak jaz zelo stremim za tisto domačo hrano, pa za žlico, pa za kakimi takimi jedmi. In sem se za danes odločila, da naredim zajčjo obaro z vodnimi žličniki, pa bezgov šmorn. Ja, vse je res pravo domače. Branka, kar začnimo. Takole rabimo pa kar nekaj, tukaj že so pripravljene sestavine. Ja, pripravljena je mast, ker ne vem, mi vse take stvari raj na masti kot na olju. Bolj okusno. Ja, bolj okusno, pa zagotovo skoraj da bolj zdravo, pa bolj paše skupaj. Pa zajčje meso, narezano sicer razkošičeno, narezano na kockice. Za doma lahko uporabimo kar s kostmi pa s tem, ne? V gostilni pa nekako uporabimo rajši brez kosti na kockice narezano, ne? V glavnem mast stopimo. Odkot pa meso? Z trgovine, ja, dobimo ga, zato samo iz razloga, ker domač prav tis ne smemo imeti, zaradi samih predpisov pa tega, je pa sigurno sveže pa dosti kvalitetno. Se vidi, ja. Je lepe rožnate. Ja. Čebulo, nasekljano čebulo rahlo popražimo. Seveda količina teh sestavin je odvisna od števila oseb. Od števila, za koliko oseb kuhamo, ja. Jaz bom danes skuhala za nas malo več, ker da mi podegustiramo, pa še kdo drugi, ne? Seveda. Je to, pa je treba kar nekaj narediti, ne? Jaz sem sigurna, glede na to, da je preizkušeno, da bo dobro, ne? Zato moram narediti malo več. Gospodinje so včasih obaro zajčjo, pa tudi kakšno drugo zelo rado kuhale, zato ker je bila nasitna in uporabile so sestavine, ki so jih imele doma. Če so jo delale samo za kosilo oziroma za večerjo, se je naredili s krompirjem, so dali zraven še krompir, poleg čebule, korenčka, pora, cvetača, brokoli, grah, pa začimbe seveda, peteršilj, pa zelena. Glede na to, da krompir je boljše pojesti tako, ja ne? Tako. Evo, mi smo čebulo malo popražili, zdaj bomo pa dodali meso, pa to je kar nekaj mesa, ne? Ja, se vidi, da je za več njih. Ja. Pa pravijo, da če je večja količina, če se kuha več obrokov skupaj, da je bolj okusno. Malo popražimo meso, tako, ga malo posolimo lahko.
že takoj. Lahko takoj solimo? Ja, lahko. Tudi sploh pri mesu je zaželjeno, da se ga že takoj soli, dokler ni še vsega drugega, da se povzame sol, da je slano, da je okusno. Ja. Imate kar precej teh velikih loncev? Še večjih. To je eden najmanjših. Nas vprašajo, ko je ob nedeljah, sobote, nedelje ali pa kakšne praznike, taka gužva, pa vprašajo, kako pa to, kako veš, koliko juhe rabiš, kako imaš dovolj za vse. Pa rečem, ja, skozi okno pogledam in če vidim, da se avto pripelje pa 4 noter, dam še malo vode. Se ne. To ne drži. Ne, to glih ne drži. To dobiš občutek, to vse praksa naredi. Ja, boste pa še danes še nekaj pripravili, zdaj, ko se tole... Ko se bo tole malo dušlo, zalijemo in predno se to malo pokuha, bomo pripravili šmorn, bezgov šmorn, pa si bom pripravila jajčke. A ste že poskusili kdaj tudi z akacijo? Tudi. Kateri vam je bolj všeč? Meni bezeg. Meni je bezgo bolj všeč. Se mi zdi pa tudi zaradi te strukture, te drobne cvetke, a ne? Cvetje. Akacija ima vseeno malo bolj tako. Evo, jaz sem uporabila nekih 5 jajc, ki jih malo razžvrkljamo. Da se to naredi tudi, da se ločijo rumenaki pa belaki, ampak to je že posodobljeno, pa že malo bolj... potem pride bolj čisto malo, tako, da pa belak naknadno vmešamo penast, ne. To, pa zdaj pa sladkor, smo dali malo soli, sladkor, evo, takle mlekeca. A šmorn tudi na masti, a ne potem? Tudi na masti, ali pa na olju, no. Jaz ga na masti, no. Pa ga bom tudi danes na masti, ker mi je bolj... Ja, ker se mi zdi, da mast je bila kar nekaj časa nepravično obsojena, da ni zdrava, ne. Zdaj pa vemo, seveda pretiravanje ni dobro. Nobena stvar, ne. Še tista najbolj zdrava, če se pretirava, nima več svoje funkcije, ne. Tako da priporočamo mast še za naprej. Tudi okusna je, se mi zdi. Tako. Naredimo pa malo bolj gosto maso, kakor za palačinke. Je pa zanimivo, a ne, kako so se naše mame in babice vedno znašle in znale vse izkoristiti. In vse to uporablja. Ja, tako. Mislim, da se bomo mi tudi vse bolj začeli ukvarjati s tem. Če zdaj se manj kupuje v trgovini tiste gotove hrane. Ja, to je tudi prav. Spomladi je bil čemaž, tistega smo zamudili, a ne? Čemaž je tudi zaradi zadnje par let zelo popularen. Drugače čemaž poznam sigurno že več kot 20 let. Res. Ko ga še niso toliko, sem ga poznala. Mi je povedal enkrat nekdo, ko je prihajal nekje iz Bosne, nekje okolica Zenice, da je raslo samo na določeni nadmorski višini in da so ga tiste stare mamce nosile na tržnico in ga menjale za ta boljš slanino. Evo, recimo bo to takole gosto. Pa lepo rumeno, jaz sem že dali brez, nisem videla, ali so bila jajca tako lepo rumena? Jajca? Jajce, sol, sladkor, mleko, to je to. Malo sestavin, jed pa božanska. Ja, zelo. Malo poperčka dam, tukaj da izkoristim čas, ne, ker tako ves čas čakanja izkoristimo za karkoli drugega narediti. Prav pride. Tukaj imamo suha domača zelišča. To mi pa pripravi tlele ena soseda, odlično, na vrtu suši, vse pobere domačega, vse posuši za kako gobovo juho, odlično za obare, odlično, to tako prijetno diši. Tako bi bila, diši kao po domači vegeti, ne? To lahko tudi vsak doma sebi pripravi, ki ima zelenjavo na vrtu. Tako. Sploh pa, ko je treba pospraviti oziroma sproti tisto, ko je treba je pospraviti z vrta, se posuši, zmelje na koncu to v nekem sorazmerju zmešaš in imaš čudovito začimbo. Ja.
A vidite zdaj, kaj pomeni, da so prepočasni plini? Zelenjavo pa pol dodajamo pač po trdoti, ne? Če ne vem, čebula je prvo bila, ne, meso, potem korenček, potem por, potem pa še tisto, ja, to je zaradi tega, ko se hitro, ne? Lahko se jo tudi kdo ogne, ker v bistvu lahko čisto na drobčke, no tako. Evo. Še čisto malo. Malo si bom masti pripravila za šmorn pol, tako da si jaz pripravim, ja. Opa. Zdaj jaz to malo diktala. Zdaj, koliko maščobe date ponavadi, tako da se pol vidijo okrog tisti krogci, ko se cvre? Tako, vidite, mast veliko več zgleda na tome. Če bi jaz tule zdaj olje nalila, ne bi zgledali nič, ne? Ko pa daš mast, kao zgleda, sam ni res, ne? Je to v bistvu manjša količina, kakor če bi olje, ne? Samo tako je videti, ja, na vides. Ja. To bo vsak čas, pa zalijemo, pa bomo pa že vmes pa šmorn pekli, ko se bo to malo pokuhalo. Jaz lahko še naredim vaser špocle, evo bom to naredila zdaj vmes, pa bom to posebej skuhala. Pa jih potem samo dodate. Aha, zaradi tega, da je juhica taka čista, drugače se lahko tudi noč zakuhajo, pa skuhajo. Pa to potem ni čisto. Pa se ne, slano vodo seveda, ja posolimo. Kaj rečemo, če smo redovedni, a ne? Evo tule. Že skoraj. Aha. Vodika bo zavrela. Jaz sem pa za ta cajt pripravila maso za vaser špocle. Tako, torej jajčka. Evo, jajčka, ja. Število jajc je tudi odvisno, ne? Odvisno od količine, za koliko delamo. Saj doma jaz mislim, da so to 2 jajci z vrhan dost. Jaz sem zdaj uporabila 4. Potem tudi malo posoliti. Torej jajca, voda, mleko tudi vi malo dodate. Ja, jaz dodam malo mlekeca, zato da so malo bolj rahli. Moka in to je to. Počakamo, da voda zavre, zakuhamo, ven poberemo, damo v obaro in imamo čudovite, ja, žličnike. Zelo enostavno. Ja, vodni žličniki. Je pa okusno. Pozdravljeni nazaj v studiu in ja, tole je izgledalo zelo, zelo slastno in seveda bo to še en recept, ki bo za vašo knjižico receptov. Tako, sedaj pa sta z nami že naša prva gosta, Matic Poropatič, režiser, scenarist in še marsikaj, ter Kristjan Pavlič. Dobrodošla v našem studiu. Hvala za povabilo. No, pa poglejmo, mi bomo danes govorili o vašem najnovejšem filmu. In morda za začetek, ta naslov je precej krvav. Zakaj tak naslov? No, naslov našega filma Pozdrav iz krvavih revirjev je nekako... Želeli smo pokazati ljudem, da gre za film, ki se dogaja v Zasavju in govori v Zasavju, pač bi rekli rdeči revirji morda v nekem kontekstu in smo hoteli tudi malce insinuirati, da gre za en bolj tak drugačen film in se mi je zdela ta kombinacija besed, krvavi kot nekaj groznega in Pozdrav iz revirjev kot nekaj zasavskega, dobra kombinacija, ne. V sam film mogoče niti ni tako zelo krvav, ampak se mi zdi, da naslov naredi to svoje, no. No, če bi jaz sklepala po naslovu, bi rekla, da je film grozljivka, pa ni ravno tako, kaj ne? No, mogoče za kakšne strokovnjake sveta filma bo grozljivka, ki je narejen na tak omejenim proračunom in vse to, ampak ne, dejansko gre za komedijo, za komični film, ki prikazuje neke stereotipe o Zasavju, oziroma kako te stereotipe vidijo ljudje izven Zasavja, predvsem Ljubljančani. Kdaj pa se je vam prvič porodila ideja, da bi posneli ta film?
To smo v društvu premlevali že nekaj časa, da bi se ponovno lotili nekega daljšega, bolj obsežnega projekta, ker v zadnjih nekaj letih, bi lahko rekli, smo se lotevali bolj kratkih skečov, kratkometražnih filmov, pač izdelkov, ki jih lahko pogledaš zelo na hitro, medtem ko brskaš po Facebooku in podobno. Ampak že od leta 2012, ko smo posneli zadnji celovečerni film, smo skozi neke zgodbe, neke ideje premlevali, diskutirali in se počasi rojevale neke te zamisli. In se nam je zdelo lansko leto tak primeren trenutek, ko že nekaj časa nismo nič posneli, da evo, mogoče je sedaj pravi čas, da udarimo še en celovečerec, da z njim pretresemo sceno in ker smo zelo, ko bi rekel, lokalno orientirani, zelo lokalpatrioti, se nam je zdelo edino samoumevno, da posnamemo film, ki se dogaja v Zasavju, govori o Zasavju in pa smo naredili celo zgodbo okoli tega, da pride nekdo izven Zasavja, v tem primeru neki ljubljanski inšpektor v Zasavje preiskovati neke zločinne primere in množica hecnih in zabavnih situacij se iz tega razvije. Pa se je ta ideja od začetka, ko ste začeli premlevati o tej ideji, do končne izvedbe veliko spremenila ali malo? Če govorimo, ko smo začeli premlevati nekaj let nazaj, ja. Če govorimo, ko smo začeli film snemati, se pravi, to je bilo lanskega junija nekako, da smo res začeli z produkcijo, bi rekel, da smo kar poskušali ohranjati nek tisto rdečo nit, da nismo preč deviirali od samega scenarija, same zgodbe, ker potem bi se bili lahko sami sebe zaštrikali tukaj, da se ne bi več ven znajdli. Ampak ni pa tako zelo se razlikovalo od tiste prvotne ideje, ki smo si ga junija začrtali. No. Če pa primerjamo s tem, kar smo hoteli mogoče posnemati leta 2012 po našem prvem celovečercu, ja, je pa precej drugače. Takrat so bile čisto neke druge ideje v igrih, neke Bukova gora in podobne in takšne zadeve. Tako da, ja. No, pa imate pa tudi nekaj znanih Zasavcev v filmu. Kako ste jih prepričali, da sodelujejo z vami? Ja, ti George Clooney odkloni, pa Tom Cruise, pa vse te samo s čim slabšim sprijazen, ne slabšim, izbrekel s čim bolj dostopnim, no, tako da ni bilo nič težavnega v resnici. Na srečo smo si v teh nekaj letih, ko se to grozno sliši, teh nekaj letih dela v našem lokalnem okolju že pridobili neko ime, neko dobro ime. No? In ko smo pristopili do teh nekaj dotičnih posameznikov, v resnici ni bilo problema. Tudi nekaj ljudi, za katere pričakujem, da se res nimajo časa ukvarjati s takimi neumnostmi, so malce ne bili navdušeni, da so lahko prisostvovali. Malo smo se mogli prilagoditi, kar se tiče urnikov in vsega, ampak na koncu so bili oni zadovoljni, mi veseli in film zaradi tega precej boljši. Tako da smo res veseli. No? Ni bil pa to nekaj težaven podvig, tako da vsem, ko bo kdaj želeli snemati kak tak film, pa želeli znanje ljudi, samo vprašajte jih. No pa, ko smo ravno pri snemanju in teh prizorih, kater prizor je bilo najtežje posneti? Tukaj mogoče, da bo... Mogoče lahko Kristjana vprašamo. Ja, najtežje. Zdaj ne vem, odvisno pač s kere strani, verjetno tehnična izvedba... Gremo zdaj s strani igralca, potem pa še strani režiserja mogoče. Meni osebno recimo najtežje snemati tiste stvari, kjer imaš ogromno teksta zapovedati in tako nekako v enem kadri, se pravi, da moš od enkrat. Mislim, dobro, super je, ker imamo malo tistega placa, da lahko v bistvu improviziraš, ampak moraš se pa držati neke linije in včasih pol, če preveč študiraš, se zelo hitro znajdeš, da zaštrikaš. Se pravi, so bili najtežji prizori tisti, ki so imeli največ besedila? Tako nekako. Tako nekako. Kaj pa iz strani režiserja? Razlog, zakaj sem podal Kristjanu besedo tle, ker zame so bili vsi prizori težki, ampak bi si človek, ne vem, snemali smo z letali, snemali smo z avti, tako iz avta v drug avto in take hece. Snemali smo z neko množico ljudi v nekem prizoru, vse je bilo izredno težko, ampak se pravi, na koncu se je vse splačalo. Oziroma na koncu je bilo vse poplačeno, ves trud in matronga in zabavajne in vse, ker se je res prišel v nek boljši izdelek zato, ker smo se sami sebi zadali neke zelo težko dosegljive scene, neke zelo tehnično zahtevne stvari za posnet. In ne bi rekel, da je kjerkoli stvar bila prav zares težka, ampak sam veliko bolj smo se mogli potruditi, da smo dosegli nek višji nivo, ki smo ga sami sebi si zastavili.
Kako veliko ekipo pa ste imeli zadaj? Ja, v nekem trenutku je bilo tudi, smo šteli 30 ljudi na snemanju, več kot 30 ljudi na snemanju, smo snemali nek večji prizor, kjer se dogajajo neki kot protesti in tako dalje. In je bilo treba predvsej se potruditi, da smo dobili dosta statistov, da smo lahko zapolnili vse skupaj. Ampak že spet, če se vrnem nazaj, smo si že dobili nek ime, nek renome in smo lahko tudi to izkoristili, da smo dobili to neko maso ljudi za te scene. Kar se tiče pa tehnične ekipe, pa v nekem trenutku tudi sam, v nekem trenutku tudi do 5 ljudi. Tisti je bil dober dan, ker je bil precej lažje meni kot režiserju, ko sem imel par drugih ljudi, da so mi pomagali. Verjamem. Kaj pa ima film morda kakšno skrito sporočilo? Ste kaj želeli s tem filmom sporočiti gledalcem ali samo kot za zabavo? Film, tako bom rekel, predvsem z mojega stališča, ko se že nekaj let vozim delati v Ljubljano in tako dalje, me je vedno fasciniralo. Jaz nikoli nisem dojemal Zasavje kot nekaj tako zelo izrazito drugačnega. Ko prideš v Ljubljano, te pa gledajo, kot da si ne glih padel z Marsa. Nisi glih Štajerc, no, ampak še vseeno. A ti pa s tem, joj, koliko pa ti grdo govoriš. V redu. In se mi sam potem zdelo zanimivo te potem neke situacije, ko smo jih več ali manj že vsi doživeli, ki se vozimo izven Zasavja, prevesti v nek tak igrani film. Malo potencirati seveda, malce pretiravati, ampak v stvari ni ene stvari tam, ki ne bi se tako drugače ti lahko zgodila, če prideš v nek drug okolje. In samo to smo potem poskušali prevediti. Zdaj, kar bi rekel, skrito sporočilo, verjamem, da bi ga lahko vsak videl, ampak naš osnovni namen je bilo narediti neko zabavno, smiselno zgodbo, ki bo, upam, da pritegne gledalca celo uro pa pol, in da bo več smejanja kot zehanja. To je bil naš glavni namen, ko smo začeli delati film. No, kateri prizor pa je bil tisti, pri katerem ste se najbolj nasmejali? Jaz niti pa redem, ker sem trpel čez cel produkcijski projekt, ampak... Je bila kakšna taka smešna anekdota na snemanju? Tako rekel, mislim spet, zdaj čisto odvisen, kdo kako dojema. Seveda. Šale, jaz težko rečem, kjer bo najbolj prijela, je par zelo dobrih meni osebno. Na samem snemanju je bilo smejanja ogromno. Ker, tako kot ima Tic rekel, z nekimi omejenimi sredstvi, z neko omejeno tehnično ekipo snemati določeni prizori je bilo enostavno res tisti na meji verjetnega in res mogoče skoraj tragikomičnega. Recimo ta prizor z avtomobilom, ki ga je že prej pač Matic omenil, če malo behind the scenes rečemo, kako je to izgledalo, naš vrli režiser, direktor in ne vem kaj vse drugega, je čez oken avtomobila visel in potem noter snemal, preko drugega okna. Medtem, ko sem jaz avto vozil, to se je dejansko premikal in na vsake toliko cajta si slišiš, bolj počas, te pazi! Cesta po Kotredeži je malce slabo vzdrževana in se zelo hitro kaj ven pade, nisem hotel jaz. Čeprav to niti ni najbolj zanimiva stvar, z katere sem visel ven. Ko smo snemali z letali, je pač v nekem danem trenutku rekel pilot smo z enega letala snemali drugo letalo, je pač rekel ta v drugem letalu, noč bomo dali vrate dol, da bo šlo lepš snemo. In smo jih dali in mislim, kaj 140 km/h na ne vem, koliko je bilo, 200-300 metrov visok in to je bilo to. Jaz pa tam v poletni upravi, kratkih hlačih in vse. Pa si bil kaj privezan ali... Ja, na srečo sem bil, ker drugače ne bi šel. Je bil pa to tudi moje prvo vprašanje. Potem sem tam zarobutil vse puloverje in vse jakne, ki so jih vsi imeli, da sem se oblekel. To je tudi taka zanimiva štorija. Je bilo tudi, ko smo snemali prizor, ki se dogaja v nekem punk koncertu, v dvorani Mladinskega centra, ki smo ravno zaključili snemanje nekaj drugega in gre neka predhodnica dol, pripraviti sceno in me kličejo, ja, ti tukaj imajo pa glih neko zadevo. Kako zadevo? Jaz sem ta plec rezerviral že nekako naprej in prijem dol so glih imeli zaključek, neka dotična organizacija imela zaključek tam na tistem prostoru in res živa glasba in džumbus in vse, ampak na srečo so glih zaključevali to zaključeno družbo, tako da. In milijon takih zadev, od obiska policije, ko mi je skoraj padla srce ne rečem kam, kar ugotovim, da je prišla sam pozdraviti policajka enega izmed igralcev, tako ni bil tak problem sploh, ampak ja, no, bile so situacije. Ja, mislim, pač tukaj policajke, recimo jaz imam cel čas pištolo pri sebi v bistvu, ki je pač namenjena za airsoft, kar pomeni, da je replika, zgleda pač ta prava, v bistvu tudi po teži in vsem,
In stisnem hoditi v ulice v cajt, ne, in se pripelje policija, že si tako gledamo, ko pa zdaj, pa jaz pač prepoznam osebo, ne, s tem mahava, ne. No, ampak zabaven trenutek kljub temu. Čeprav mogoče najbolj zabavna anekdota, ki je nekako, ne vem, bom pisal, pa sami presodite. Ko smo snemali v RCR-u, neka dotična scena in vse to, bi mogel biti nek prizor, nek komičen prizor, ki bi potrebovali psa. Hoteli smo vzeti našega dragega psa od doma, vendar tisti dan so ga odpeljali nekam, nekje je bilo. In sem rekel, Tišment, ta scena bo mogla iti ven, kako škoda. In mi snemamo dol pred vhodom v RCR in kar iznenada začnejo neki ljudje, res množica ljudi s psi hoditi po cesti tja do mlina. In tako jaz gledam in mi ni jasno, kaj se dogaja. In potem smo nekako ugotovili, da imajo te reševalci, videli, da so imeli kinološko društvo, imelo nek veliko zborovanje in so potem šli še v tisti mlin nekaj delati. No in beseda je dala besedo, en od tistih pasje voditeljev je prišel do nas in nekako razložimo, ko delamo in pol šali rečemo, ja, veste, mi pa tudi psa rabimo, ne? Res? Ja, ni problema, bomo zrihtali in res, pride 10 minut kasneje, pride gruča 10 ljudi s 5 psi, ne izberemo, kjer ga želimo. In evo, dobimo potem še psa tako na en mah, da smo lahko potem posneli z njim. Pa še zbirali ste lahko, katerega želite. To je bilo čudovito. Ne samo, da se je poklapljalo točno to, kar smo potrebovali, še izrabili smo neko situacijo, ko bi lahko ljudje bili nam v napoto pri snemanju, da smo jih izkoristili nam za dobrobit našega filma. Bilo je enkratno. To mislim, da je še vse najbolj zabavna situacija celega filma. Celo snemanja filma. Pa včasih te nepričakovane situacije se lahko razrešijo tudi v naš prid. Če ne bi čez celoten ta film nepričakovanih situacij obračali nam v prid, ne bi sploh film imeli v tem trenutku. Ker je bilo nemalo takih situacij, ko smo mogli zelo improvizirati, ampak še vsem držati tisto neko zgodbo, ki smo si jo zamislili. Vedno pričakuje nepričakovano. Je tako? Sploh, ko visiš iz letala. Tako je. No, sedaj pa predlagam, da si tudi mi privoščimo kratek odmor. Si pogledamo en videospot Matjaža Kumlja, Naj le traja. Bele črte na morju nihajo iz obale, tamle na obzorju. Tople kaplje na nama na dlani so nabrale kot stik na deževu od dlani. Naj vsem ostane skrit tale kraj za naju in vrel dotik. Na tem kraju dejva, saj ni prepovedano, da sva eno pejva, potopiva se lahko, mehko medeno dejva, narediva rimo to. Stik zloženo, kje začne, kje se konča, naj le traja. Naj le traja. Kasnova nosiva, padava na mestu in dvigava, kradeva poljube, a hočem te. Lahke roke so, mehko je telo, izgubljeno spet najdeno, pod nogami vse zamaje se. Naj vsem ostane skrit tale kraj za naju in vrel dotik. Na tem kraju dámelo, alcancemos el Edén. Baby, sabes tú debes estar bien. Ah, qué bueno, vamos, préndame tu fuego. No tengas miedo, baby, sedúceme con tu amor. Baila el ritmo, ven acá,
Lepo pozdravljeni nazaj v našem studiu in mi nadaljujemo naš pogovor. Pa eno vprašanje za Kristjana. Kako se je bilo uživeti v lik detektiva? Fajn. Fajn? Fajn. To je... sem pregledal tisoče filmov, Tango in Cash in takih, da sem dobil ta feeling. Ampak ne, res, meni je bilo zelo fajn. Jaz imam rad policijo, vojsko, pištole, take stvari so meni super fajn, tako da sem se zelo hitro znajdel v tem. Potem ti je bilo pisano na kožo? Ja, definitivno. In si potem zaželel, da bi šel v policijo in postal policaj? Ne. Ne. Toliko strasti do tega pa ni. Kaj pa morda bi bil raje inšpektor iz Ljubljane ali detektiv iz Zasavja? Detektiv iz Zasavja. Definitivno. Dober odgovor. Tako da ja. Kako pa vi vidite te, ko smo omenjali prej te stereotipe, Ljubljane do Zasavja, kako vi vidite te stereotipe? Ja, mislim se že prej, ki glih Matic razlagal, mi smo tukaj poskušali malo karikirati to situacijo, ampak jaz tudi ne, jaz sem pač gimnazijo obiskoval v Ljubljani in to je bilo tavžen takih stvari, bi lahko naštel, ko sem se res počutil, kot da sem prišel, ne vem, iz najbolj ruralnega dela, res, kot da bi, ne vem, s Prekmurja prišel ali pa kadarkoli, ne. Mislim, v končni fazi, mi smo 40 minut od Ljubljane stran, občutek imaš pa, kot da smo svetlobna leta na razno. Za njih smo, se mi zdi, še vedno tako malo eno stopnico nižji od njih vsaj, ne glede na to, kako se ti trudiš, kako si, ne vem, izobražen ali pa, ne vem, kvalificiran. Imajo tisti malo pokroviteljski odnos. Kako ste pa to poskušali skozi prizore v filmu predstaviti, ko ste rekli, da ste malce pretiravali, pa recimo morda imate kakšen primer katerega prizora, kjer... To so neke situacije take, kjer jemljemo mi določene stvari za zelo samoumevne, pač ljubljanski inšpektor je pa, ne vem, presenečen, ne vem, od takih, da mi uporabljamo zastarelo tehnologijo, kjer pač so svetlobna leta recimo pred nami, do, ne vem, en primer, ne vem, lahko povem. Dejstvo, da pride z letalom v Zasavje, no, že to pove vse, no, kaj si mislil o dostopnosti ali dostopnosti teh krajev, no. Ali pa, ne vem, pride, mislim, jaz imam recimo v pisarni kavo, jo spije, plune ven, neko imate pa to, ne, v bistvu pač neka mešanca kave pa pelinkoca, ne. Take situacije, kjer spravo pač izpade veliko bolj hoh, tako. Po drugi strani se pa pač pokaže potem ta pragmatičnost zasavskih ljudi, kjer pač bil, ne vem, študiral, kako nekaj izpeljati, ti pa prideš pa narediš, ne. Tako da... No, kar se kave tiče, lahko jaz potrdim, da je v Zasavju zelo dobra kava. Kaj je to zavijanje z očmi sedaj? Ne bomo komentirali kave. Okay. Pa pojdimo na morda še tehnične podrobnosti malce projekta. Spet zavijanje z očmi, ampak bom vseeno vprašala, koliko recimo stane takšen projekt? To predvidevam, da je kar velik finančni vložek. Ja, tak projekt lahko stane tudi milijone, če se, mislim, ni noben trud zapraviti milijone na takšnem projektu. Verjamem. Kako bi imel ti honorarje, Kristjan? Ja, mislim, zdaj, koliko sem ga imel... Koliko bi ga imel? Ja, za takle projekt bi računal tam okoli 3 do 5 milijonov, no. Ja, dajmo, zakrožimo 10, ko zglih ti, pa imamo še en glavni igralec, se prav krat 2. Ja, pa jaz tudi ne bom šel za drobiži, da je še meni polovico vsega. 100 milijonov po tam malem. Zakaj pa ne? To ste predvidevam, da bi napisali na papir pa izrezali? Ne, je pa pač... Papir, nismo denarja za papir. Lepo vas prosim. Je bila resnica, da ima Tic poklical, pa rekel ti, bi prišel film snimat. Si rekel, kako bom pa dubo? Pa je rekel 60 minut na uro. Sekole, to je to. Še vseeno boljš del kot David Lindič, ki je drugi glavni igralec. Njemu sem rekel 2krat toliko kot na zadnjem projekti. Ki je dobil nič. To so zelo, operiramo zelo takimi enovitimi ciframi, no, ne kompliciramo. Ni, veš, to je tako. Dejansko smo se nekako prostovoljno odločili za ta projekt.
oziroma da ga bomo naredili iz nekega entuzijazma. Posledično so tudi finančni vložki bili več ali manj za pokrivanje stroškov. In zelo tako pač banalni vsakdanji stroški, da pač si se zapeljal, je treba za benzin dati, ne vem, prizori, ki je bilo veliko ljudi, bilo treba neke pice, res tako mundane, nezanimivo. Vse drugo, kar je bilo narejeno ali unovčenje preteklih uslug, ali pa čist, da so tudi drugi prišli zavedeni, da je prostovoljni projekt in da ne bojo prosili za plačila. Kar pač, dalo se je narediti, malo dlje je trajalo, veliko več je bilo organizacije in truda s koordiniranjem in s tem zadevam, ampak to je pa tudi cena, ki jo potem plačaš pri prostovoljnem projektu, ki se ne meri v evrih, ampak v dobri volji vseh udeležencev. In te si upam da reči, da je bilo za 100 milijonov. No, super, Ja, super. mislim, svetovno. Kar se cene tiče, določene zadeve se plačam, pa vse tako, kot je rekel. No. Res te prevozi, honorarjev ni hrana. tako, prevoz, hrana, pijača, včasih voda, včasih buljžga. Voda. Ampak, Voda. Kak buljžga, nič buljžga. Voda. Vse so bile dotična snemanje, ker so drugi ponujali stvari, ampak jaz sem pa sam vodo. Ne, mislim, mislim, da je največ vložke tukaj noter dejansko časno. Uskladiti tukaj ljudi, ki so poleg tega normalno, redno zaposleni, ne, zdaj, ali si vzeti dopust, ali kako to, ne, mislim. To je bil tudi en razgovor, ki smo ga glih pred kratkim imeli, ne, kdaj sem odločil spet tazgala projekta, ne. Težko je uskladiti, ne, tukaj je treba res Matica pohvaliti ogromno, da je tole izpeljal, da si je sam najdel v bistvu tukaj časa, glede na to, da je tudi redno zaposlen pač na... Na koncu resnic, ja, čas, ta koordinacija, se pravim, to je več dela, kot ti vzame samo snemanje ali pa sama postprodukcija na filmu, kar je pa najbolj hecen potem v neki situaciji, ne, da moraš večjo strast čutiti do logistike, kot do snemanja skoraj, da tak projekt Seveda speleš. toliko ljudi skoordinira, če imajo vsi službe, da so res na isti dan prosti, pa še vse druge obveznosti, je zelo, zelo velik projekt. Noben noče plavga žgati nikoli, no. Sem čisto razočaran nad zavzetostjo. No, pa ko ste ravno omenjali tole montažo, rekli ste, da je več časa vam vseeno vzela ta organizacija kot montaža projekta na koncu. Koliko časa pa vam je vzela montaža? Ja, dobro, recimo mi smo začeli snemati lanskega avgusta. Snemanje in smo nekako načrtovali do 1. tedna septembra, da bi upravili z veliko večino vseh scen. Nažalost je šlo tako, da smo posneli 85% vseh scen, ker so bili deževni dnevi, karkoli, enkrat se je nekaj zalomili in smo mogli nekaj snemati in hit pride. In tistih zadnjih 15% filma smo potem snemali še do, ne vem, jaz bi rekel, do novembra skoraj. Ker pač je bilo službe, zapade vse in vsi so računali, da bo rabil čas za ta film, ne potem več naprej. In je potem tudi montaža s tem primerno malo zamaknila, ne, ker pač imaš vsega posnetega, je malo zoprn do konca zmontirati. In je potem tudi sama montaža trajala v bistvu celotno to obdobje, vse tja skoraj do novega leta. Potem pa še, ne vem, skupna gledanja teh ožjega kroga ljudi v našem društvu, se to spremeniti, popraviti, tisto dopolniti, ne. In itak, potem sama montaža se skoraj zavleče do tik pred premiere, ampak evo, danes smo tukaj. In ne vem, rečemo en let, da je vzel cel projekt, tako ali drugače. No, kje se bo pa vse ta film predvajal? Premiero bomo zdaj organizirali 22. junija v Delavskem domu Trbovlje, kjer bomo ob 19:30 pričeli z 1 uro in pol dolgim komičnim spektaklom. Po sami premieri pa še kratek koncert in druženje. In to bo recimo potem začetek, potem pa da vidimo, upamo na vse zasavsko turnejo našega filma, ker je tak film, da lahko čisto vsaka vas v tej regiji se najde v njem in da potem poskušamo še kaj več, kaj dlje, kaj večje. Morda boste ponudili tudi v Ljubljano, ko je ravno ta odnos. Ponudili bomo tudi v Cannes, če bojo vzeli, ampak ja, bomo pa videli. Prestolnica je le prestolnica, se veste, kako je to. No, jaz upam, da vam uspe in da bo čim več ponovitev, pa da pride tudi v Ljubljano, seveda.
Zdaj pa bomo pokomentirali en posnetek, en mali odlomek, ki ste ga pripravili za nas, tako da najprej komentar, potem pa si ga pogledamo. Zdaj se nam je najbolj primerno priložiti za vaše gledalce prav ta prizor iz filma, ker je prizor, ki smo ga snemali ravno tukaj na ETV, na vaši televiziji in je nekako, ne vem, na nek način priča, kako zelo so se vsi, do katerih sem pristopil, angažirali za ta film in so bili voljni sodelovati. Hkrati pa, da tudi gledalci vidijo, kako izgleda ETV tudi neki drugačni obliki. Gre pa za prizor, kjer v bistvu je nekako na sredini filma in naš glavni lik daje intervju za televizijo, hkrati se pa zgodi še en umor. Tako da. No, predno pa si ga pogledamo, naj se vama še zahvalim za obisk v našem studiu. Tako da sedaj vama bom še enkrat dala priložnost, da pozovete vse naše gledalce, da pridejo na premiero, potem pa si bomo pogledali še tale odlomek. Če hoče videti pristno zasavsko komedijo, kjer Zasavci govorijo v Zasavju, o Zasavju in se še zabava enega Ljubljančana zraven, potem ne zamudite te enkratne priložnosti in pridite 22. junija ob 7:30 zvečer v Delavski dom Trbovlje in se z nami podružite, nasmejite in upamo odidite malce bolj dobre volje, kot ste prišli. Najlepša zahvala za tale intervju, mi pa si bomo sedaj pogledali tale posnetek. Vzgojen v duhu, da moški je kot skala, ki nas trase ravno bengava. Kurva, je Jerry spet veštjak pokazal. Torej, lepo pozdravljeni, gospod inšpektor v našem studiu. Hvala za povabilo. Najprej, kako vam je kaj všeč v Zasavju? Ste prvič tu? Ja, sem prvič in še to po uradni dolžnosti, tako da sem si lahko ogledal do tega trenutka samo policijske pisarne in kraje zločina. Za turistične znamenitosti si bom moral kdaj drugič vzeti čas. Ti umori, ki se dogajajo, so dodobra pretresli naše občane. Kako blizu ste temu, da zločinca ujamete? Seveda smo preusmerili vse razpoložljive sile v preiskovanje teh umorov in imamo že kar nekaj obetavnih sledi, tako da sem zelo optimističen glede nadaljnjega lova za zločincem. Ali lahko zagotovite, da ste storilcu tako blizu, da do novih umorov ne bo prišlo? Seveda. Možnost novega umora je v tem trenutku zelo, zelo malo verjetna. Ej, kaj se dogajalo, mori? Kurva, je treba, da še mene za to ubiti, ali ko? Malo smo popražili, zdaj pa bomo dodali korenčka. Ja, korenček je bolj trd, da je treba tako. Pa ga bomo malo se to, mora tudi imeti svojo, pa da ni preveč razkuhan, bi rekla. Tako da načken. Takle. Evo, tamle bo že vodika zavrela. Bom še dala malo več, zato ker sem slišala, da ste rekli, da vodne žličnike prve poberete, bomo naredili 3 več. Evo, tako da malo povre, malo pokuha. Takle. Por. Čebula, meso, korenje, por. Posolili, malo popoprali. Tako pa nas, seveda, zdaj. Cvetačega brokolija ne bomo prepražili, ker se tudi razpada. Ne, tako, da ne bi nič pražili. To pa, ko že zalijemo vodo, damo noter in to je to, ne. Prav tako bi grah, ne, kljub temu, da ni sveži, bi grah tudi ne bomo, ne. Tudi tako ga ne bi ga dali kuhati, ga ne bi prepražili. Ker kukat že se malo zavre, se že olupki stran grejo, če...
Evo, takle pa bom jaz zdaj malo dodala čudežne začimbice. To je pa čudežno, to morate imeti doma, To pa je čudežno. In si obvezno letos pripravite. Kak vonj že. Glede na količino, da dajem več, ne? Seveda. Doma bi tega manj dali. Pretiravate pa spet ne smete. Ja, seveda, da ne prevzame celega okusa, ne. Evo, jaz sem kar dolila vodiko še. Tako, zdaj se bo to kuhalo. Malo se bo pokuhalo, ja. Pa bomo še dodali še ostale. Še ostale začimbe. Jaz sem pa za ta cajt naredila vodne žličnike. Jaz si žlico pomočim kar v tej vroči vodi, ne. Pa jih pa lepo noter dajem. Gostota je pa recimo takale. Manjši, ko so, lepši so. Čeprav mi naredimo, doma je bolj lušno narediti take mečke, neko se tudi zelenjavca in vse se na manjše koščke reže, kakor v gostilnah. V večini receptov piše hladno vodo, žlico pomakati v hladno vodo. Ne vem, zaradi časa, jaz sem enkrat probala, pa v vroči vodi glih tako fino grejo stran, ne? Ja, ne vem, tudi jaz vsakič piše v receptih, piše v hladno vodo. Ampak čist fino grejo stran, ne? Ja, jaz vedno, če kaj tazga delam, je vroča voda. Mislim, to, ko se kuha. Vroči vodi, ko kuhaš, šnotar fino in to je to. Ja, to je tudi stvar izkušnje, ne? Ja, probaš, da si olajšaš delo, ne? Ali je to z leti ali pa nasplošno tudi trend, da se vse bolj tako spominjamo tistih nekdanjih jedi. No sicer mi, ki že imamo nekaj izkušenj za sabo, mlajši pa tega ne poznajo. Ja. Pa škoda. Zanimivo je tole, da se je zdaj začel čez dalj več na tem delati in je prav tako. Nasploh se mi zdi, da Slovenija ima tako bogato kuhinjo, da je skoraj nobena druga država, ne. Predvsem ima svojih jedi, potem pa je še od večine drugih držav, vsaj teh okoliških, povzela marsikakšen recept, ki ga je izboljšala toliko, da sploh ni več podoben originalu, se pravi boljši je. In slavnostni finale. Spet smo na tej prelepi, čudoviti terasi s tako lepim razgledom. In Branka, tale obara zelo lepo izgleda. Kako pa jo servirate? Prav posebne posodice vidim. Ja, radi se malo potrudimo. Se mi zdi, da se še boljši je, če je v takih primernih za to, ko so glinene, pa marsikaj od nas je že malo zučkam. In se mi zdi, da je, če že imamo, če smo se že potrudili, da imamo, da to tudi uporabimo. Tako tudi deluje malo bolj domače. Ja, tako. Kot vidite, tudi šmorn, bezgo šmorn je že tu, tako da bomo morali zdaj se kar prepustiti užitkom in naše brbončice nam bodo seveda zelo hvaležne. Kaj naj rečem? Naj vas lepo vabim, pridite v gore. Pridite, Branka vas bo res počastila in pogostila. Kaj ne, Branka? Res je. Popoldne lahko že na obaro ali pa že zdaj naprej in danes še na sveže jurčke z jajčko. Kot vidite, imamo čisto sveže jurčke. Se sosed potrudil za nas, slabe 2 kilice. Ja, samo malo, da vam povem, a je bilo vredno čakati. Se bom kar prepustila užitkom. Nasvidenje. Hvala in dobrodošli.
Lepo pozdravljeni nazaj. Še vedno gledate oddajo Merica dobrega in ja, tole je izgledala odlična zajčja obara in šmoren z bezgom. No, sedaj pa je že čas za naše športne novice, tako da bomo kar skočili v našo rubriko Skok v šport, kjer si bomo pogledali športne rezultate preteklega tedna. Z nami pa bo Lucija Cestnik. Pijalana, hvala za besedo. Dobrodošle, drage gledalke in gledalci v Merici športa. Tudi pretekli teden je bil seveda zaznamovan z odličnimi uspehi zasavskih športnikov. Gremo lepo po vrsti. Slovenski slalomist na divjih vodah Peter Kauzer je pretekli konec tedna na Evropskem prvenstvu v Pragi osvojil naslov prvaka. Kauzer je s progo v finalu opravil brezhibno, brez kazenskih točk. Hrastničan se je na letošnjem prvenstvu v Pragi veselil še enega odličja. Slovenski slalomisti na divjih vodah so namreč na ekipni tekmi kajakašev osvojili bronasto kolajno. Zmagali so Čehi, drugi so bili Poljaki. Za Slovenijo sta poleg Kauzerja veslala Martin Srebotnik in Niko Testen. Trbovečan Gašper Ovnik nadaljuje z uspehi v košarki 3x3 kot član ekipe Pirana je osvojil FIBIN Challenger v Ulan Batarju. Poleg Ovnika so slovensko moštvo v mongolski prestolnici zastopali še Adin Kaugič, Anže Srebovt in Simon Finžgar. Piran je v finalu 14-12 ugnal avstralsko zasedbo iz Melbourna in si pridobil nastop na jesenskem Mastersu v Maleziji. Litijski teniški igralec Nik Razboršek se je na teniškem turnirju v bosanskem Kiseljaku z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev v konkurenci dvojic skupaj s Tomom Kočevarjem Dešmanom prebil do finala. Tam pa sta Slovenca izgubila proti avstralski navezi. Razboršek se na svetovni teniški lestvici ATP med posamezniki nahaja na 657. mestu. Najboljši slovenski namizno-teniški igralci so se zbrali na Otočcu, kjer je bil zaključni turnir sezone tako imenovani Masters. Hrastničan Darko Jorgič je izpadel v prvem krogu, ko je bil od njega boljši kasnejši končni zmagovalec Logatčan Deni Kožul. V ženski konkurenci je slavila Ana Tofant. Mladi Trbovečan Max Mauser se je v Šentvidu pri Stični udeležil dirke za pokalno in rekreativno prvenstvo Slovenije v motokrosu v kategoriji MX2, kjer je tekmoval tudi starejšimi kolegi, je v obeh vožnjah zasedel odlično prvo mesto. V regionalni ljubljanski ligi so pretekli konec tedna zaključili s prvenstvom. V zadnjem krogu je Kresniška Kokta remizirala z Jevnico. Plen sta si razdelila tudi Moravški Termit in Ljubljanska Svoboda. Kisovčani so na domačem igrišču z minimalnim izidom ugnali Slovan, Litija pa je visoko izgubila proti Beli krajini. Že pred nekaj tedni si je prvo mesto zagotovila Svoboda Ljubljana. V soboto 2. junija so se najmlajši člani Pondokvan Izlake pomerili na odprtem pokalnem tekmovanju Izlake 2018 za kadete in mladince. Klemen Pograjc je zmagal v kategoriji do 42 in 47 kg. V istih kategorijah je takoj za njim na stopnički stal Tomi Sešlar s srebrnima medaljama. Lovro Kauzar je v kategoriji do 28 kg osvojil prvo mesto, kategorijo višje pa sta si s klubskim kolegom Lanom Filejem razdelila tretje mesto. Lovro Kauzar je v kategoriji do 28 kg osvojil prvo mesto, kategorijo višje pa sta si s klubskim kolegom Lanom Filejem razdelila tretje mesto. Slednji je prav tako nastopil tudi kategorijo višje, kjer pa je posegel po medalji srebrnega leska. K uspehom klubskih kolegov je bronasto medaljo dodal še Žan Feštan in v isti kategoriji srebrno Alen Odlazek. Tudi Vid Kovač je zmago pri dečkih poskrbel, da so bili njegovi podporniki zadovoljni. Niko Sešlar je v najštevilčnejši kategoriji turnirja zmagoval borbo za borbo in na koncu domov odšel kot zmagovalec. V isti kategoriji pa je Drej Čikovec na svojem prvem mednarodnem turnirju zasedel tretje mesto. Lepo število medalj sta zaključili tudi njihovi predstavnici deklic, kjer je Eva Hribar v svoji kategoriji premoč priznala šele v finalu in se okronala s srebrnim odličjem. Lili Sešlar pa je poskrbela za še več veselja in stopila na najvišjo stopničko in se veselila prvega mesta. To je bila Merica športa, hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.
Dobro je biti sam svoj mojster, a ne, ko gre za zdravje. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje s specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa poskrbite za hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. EVJ trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. EVJ, z vami že več kot 50 let. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor. Oddaja Jazz z Nino. Pogovorno-glasbena oddaja z raznolikimi jazz umetniki. Vsak prvi torek 20 pred 8. Samo na ETV. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. No, tole so bile športne novice, mi pa gremo naprej na našega naslednjega gosta. Gospoda Davida Lečnika iz Urarstva Lečnik v Celju. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan. Vi ste urar, tako da bova začela kar, ali je ta obrt v Sloveniji sploh še živa? Večina ljudi res misli, da ni, ne? Ampak tako kot so nekatere druge stvari tihe, skrite pred očmi javnosti, tako mislim, da tudi naša obrt na takšen način. Večino dela, ki ga upravljamo, je za delovno mizo in ko stopite vi noter, me zmotite in potem jaz to neham delati. In takrat se moram posvetiti vam. In takrat vi ne veste, kaj jaz počnem. Vi bi morala biti tihi metuljček za mano in gledati moje delo 3-4 ure. Potem vam bi bilo jasno, da je ta obrt zelo živa. Kaj pa v tujini, v primerjavi za Slovenijo? Glejte, v Sloveniji na nek način sledimo trendu v tujini. Tradicionalnih urarjev je po celem svetu zmeraj manj. Pravzaprav v tujini sploh ne vem, poznam še samo par kolegov, ki so ti tradicionalni urarji, se pravi neodvisni od velikih firm. Urarstvo je dan danes v fabrikah, v velikih centrih. Se pravi center, kjer je zaposlenih, kaj vem, 30 ljudi, od tega je 80 urarjev, ostalo administracija, marketing in tja se pošiljajo ure iz celega sveta oziroma iz tistega dela Evrope. In to se pojavlja tudi pri nas. Tradicionalnih urarjev, kot sem jaz, pa še mogoče 1-2 v Sloveniji, tudi v Evropi ni prav dosti.
pa se vi kot urarji izven teh velikih firm delite recimo na urarje, ki samo ročne ure popravljajo, urarje, ki samo stenske, ali vsi, ker vas je še toliko malo, ste primorani popravljati vse? Smo primorani pripravljati vse, ne? In se pravzaprav, en kolega je dobro rekel, ko je dobro izobrazbo naredil v tujini in so ga snubili iz Rolexa, da bi tam vzdrževal njihove ure, je rekel, to je živi dolg čas, popravlja samo 1 ali pa 2 kalibra, 2 mašine in nič drugega. Medtem ko pri nas je vsak dan novi izziv, vsak dan nov problem in posledično rešitev. Zavisi, kakšen tip si. Nekateri ljudje imajo radi avtomatizem, meni je pa to dolg čas. Kaj pa vi najrajši popravljate? Katere? Mehanske, definitivno mehanske ure, zato ko delajo največ jeze. In te stare, ki so starejše, dobro, ne prestare, zaradi tega, ker nimam dovolj kilometrov, da bi prav izredno stare, se pravi 100 let stare ure, tam sem malo bolj bos. Govorimo o ročnih pa žepnih urah, medtem ko pri stenskih urah, tam je pa 100 let stara ura že pravi izziv, že lušno. Se pravi, se ure od teh v preteklosti precej razlikujejo od teh ur, ki jih danes nosimo? Predvsem metalurgija se je zelo spremenila. Industrializacija je veliko naredila. Industrializacija je slabo za stroko. Je, definitivno, ker podobno se dogaja v avtomobilih, tkaninah in še kje. Se je spremenilo, zelo. Recimo stekla na ročnih urah so danes zelo veliko krat takšna, ki se ne porazajo. Tega pred 50 leti nismo poznali, ker se je napredek, preboj v naši industriji. Kaj pa sami mehanizmi, so enostavnejši ali so bolj kompleksni? So načeloma bolj kompleksni, ampak moram vas potolažiti, da je velika večina stvari bila že pred 100 leti izumljena. Zdaj poskušajo fantje s svojimi razvojnimi oddelki pogruntati novotarije, ampak razen koaksiala gospoda Danielsa iz Anglije, ko ga je pogruntal, mislim, da na 15 let nazaj, pravega preboja ni. No, vmes se mi zdi, da so tudi te ročne ure kar malce zamrle, sedaj pa se mi zdi, da se ponovno vračajo kot nek modni dodatek. Prav se vam zdi, ja. Čeprav je telefon, konkretno je zelo veliko vzel naših strank. Merjenje časa se zdaj dogaja na računalnikih, avtomobilih, telefonih. Ampak odkar so stopili modni kreatorji v naš svet, Armani and Company, se pojavljajo ure, ki so lepe, atraktivne, vidimo uro na stranki oziroma na prijateljevi roki, ampak za nas vam pa povem, da so veliko bolj zaguljene. Zakaj? Veliko je nenavadnih oblik. Neprimerno teže je takšno uro odpreti in zapreti. Veliko je črnih v hiši, se pravi, moraš zelo paziti, kako odpiraš, in če karkoli poškoduješ pri jeklenem hišju, zlatem hišju, lahko popraviš, pri črni barvi ne moreš. Modni kreatorji so prinesli dobro in slabo. Stranke kasirajo dobro, v smislu, da imajo neprimerno večji izbor lepih ur, ker če bi mene vprašali, bi vsi ljudi nosili zelo dolgočasne, ampak dobre ure. Na dizajn bi bili pa dolgočasne, ker bi bile enostavno tehnološko odpreti, zapreti. No, ampak vseeno je nekaj dobrega v tem, da so ure postale tudi nek morda prestiž. Prestiž so bile že skozi, gospodične. To so že skozi, samo nek statusni simbol morda? Ja, to je že skozi. Ampak dejstvo je, da se o tem načeloma manj je govorilo in danes tudi tisti ta hudi niso glasni. A veste, nekdo, ki je z Rolexom glasen, morda niti ne ve, da je pravzaprav šele stopil v svet urarstva. Vedno je to bilo. Tudi hudi BMW-ji so bili in so še danes. In isto je z urami. Koliko pa je še teh mehanskih ur dejansko na tržišču? Jaz težko ocenim, ampak jaz živim v glavnem v teh. Je pa res, da, tako sem povedal, 2-3 smo še, ki še pošraufamo marsikaj in tisti dobivamo to vrstne zahtevnejša dela. Če pa to poskušam primerjati z baterijskimi, to, kar je najbolj popularno in masovno, 5-10%, ampak to sem zdaj zelo ustrelil na pamet. Ampak mi imamo tega največ in živimo samo od tega. Katere te mehanske ure pa je recimo najtežje popravljati? Je morda prav kakšna firma oziroma znamka oziroma tip ure ali pa, ki jo je res
skoraj da Vem, zelo težko kaj popravite. ciljate. Ja. Dejstvo je, da nekateri mehanizmi so tako zelo redki, da sploh ne dovolijo, da jih mi odpiramo. Aha. Če si že tako korajžen, da to odpreš z božjo pomočjo. Potem je treba vse popisati, poslikati, posneti. Recimo, to je dobro, do tehnične dokumentacije mogoče še pride od prijatelja iz Južne Afrike, ampak problem je, če se karkoli izgubi, zlomi, poškoduje in da ne moreš tega dobiti. To so največji problemi. Govorimo o top urah. Potem pa ostale blagovne znamke, ki ali nimajo v Sloveniji zastopnika, da bi nam pomagal z nakupom rezervnih delov, ali pa se sploh ne ozirajo na naše tržišče, ker so pač preveliki. Vi morate vedeti, da Slovenija ima cel kup dobrih ur, ampak ti ljudje niso kupili tega v Sloveniji. In ko imajo problem v Sloveniji, se morajo taki zahtevnejši resnično obračati na te hude centre, ki so specializirani. Prej ste me vprašala, a se specializirajo. Ja, nekateri se, ker se morajo. Veste, ker če ti delaš vse, kar delamo mi, pa smo cicibani, delamo 10% svetovne proizvodne, znamo porihtati, ostali, oni morajo se specializirati, ker drugače ne prideš na kraj. To je najbrž približno kot pri avtih. Spretno. Imaš serviserje, ja, večino znajo popraviti, ampak kakšne te pa... Ko pa se kaj fejs zaštrika, se veste, tam pri elektroniki, tam so pa velikokrat bosi in potem iščemo specialiste. No, pa ko smo ravno pri vseh teh mehanskih urah, tukaj imamo zelo veliko pripomočkov. Morate vedeti, da sem sam par prinesel. Aha, samo par, okej. No, pa morda, če jih malce pogledava, kaj sploh imava tukaj, ker meni ni čisto nič jasno. Nekatere stvari so prav gotovo vam. Jasno vam je, da je tole, kar imamo tle, del stenske ure, ker je utež zraven pa nihalo. To so komponente mehanizma, ki je že urejen, pomeni očiščen in njegovi največji problemi rešeni. Vidite tukaj en krogec okrog luknjice, ker se je zribalo, ker je na suho teklo, je treba z orodjem to zmanjšati luknjo, da ima še vedno zobek pravi zajem do naslednjega zobeka. In to je treba vse urediti, s tem, da tudi vsako osovino je treba dati v stružnico, verjetno kaj je to, da se vrti in da mi to spoliramo, da bolj gladko teče. Pa nas je pomembno, da je mazano, pa da je gladko. Tako, ko začne oksidirati, imamo že problem. Ko se olje posuši, je spet problem. Naslednja stvar, kar imamo tukaj, je mehanizem ročne ure. Jaz upam, da sem dal vse komponente enega švicarskega mehanizma, delčke, iz katerih je sestavljen. Ta del vi vidite, to je datum. Vi vidite sicer samo eno številko, ki je v okvirčku. Tole si predstavljate, da je pogonsko pero. To, kar vi navijete, oziroma s tem, ko roko premikate, je napeto v tej škatlici in ta poganja vsa ostala kolesa do kazalcev. Če vam grobo tako povem. Te stvari so zelo, zelo majhne. Ta še ni tako zelo majhna. Ta je recimo 10 linij, desetka, mi popravljati moramo tudi do 6. To je recimo za te velikosti mehanizma. Do sem so šli, to so za damske ure. Posledično tudi neprimerno tanjši in bolj zanimivi. Se pravi, manjše kot je bolje zanimivo. Ni nujno, da to je tudi včasih sarkastično rečeno, veste? Ker nas bolj matra. Kaj pa, s čem pa potem vse te, to so pa predvidevam, da je to orodje, s katerim potem pa popravljate? Ja, tu smo ločila malo ročna orodja, to si znate predstavljati, da so izvijači. Ljudje ne vejo, da imamo mi ogromno olij. Pogledajte, tu jih imamo samo 5. Zmotno je mnenje, da samo z enim oljem mažemo ročno uro. Nimam prostora, kam da če ostale. Moram imeti posebej škatlice. No, en telefon imava vmes, če lahko prekinem, morda imava kakšno vprašanje, tako da, halo, kdo je z nami? Dobar dan, Marjeta pri telefoni. Dobar dan. Jaz si pa vprašala tega gospoda, imam 200 let staro stensko uro. Se pravi, imate 200 let staro stensko uro? Ja. A se to da kje popraviti? Običajno se da, ampak treba je videti, kakšne probleme ima ura. Ja. No, lahko rečem, 40 let že ne dela, tako da za spomin si jo dobila od stare mame, v glavnem na sten vis.
Če vam je dosti do tega, da se ta ura reši, jo v priliki pripeljete na servis, pogledamo situacijo in vidimo, ali smo za skupaj ali ne, ker včasih je... Povejte. Iz kje pa ste, Vidrgač? Celje. Celje? Aha. Bom poznej poklicala v studio za naslovaš. Lahko tudi povemo potem na koncu naslov in telefonsko številko, tako da ostanite z nami, pa si lahko potem zapišete. Dobro. Ok. Hvala lepa. Najlepša hvala, lep pozdrav. Nasvidenje. Ostala sva pri naših oljih. Tako da rekli ste, da imate veliko olj, to je samo majhen delček. Dobro, to malo poznate, ker tudi vi uporabljate podobno reč. Zanimivo se mi zdi, včasih ljudje ne znajo si predstavljati, da vseh orodij pa ni, in si moraš tudi včasih narediti kakšno reč. To je samo eni stvari namenjeno orodje in pri nas je tako, da ker so strogo specialisti namenska orodja, so posledično tudi izredno draga. Ampak tu govorimo samo o orodju. Obstojajo tudi aparature, s katerimi merimo, podobno kot avto, ki je diagnostično preveri situacijo, kdaj se vam je ABS vklopil in tako naprej. In nekaj podobnega imamo tudi mi za ročne ure. Tega pa nisem mogel prenesti. Kaj pa so tele majhne rdeče? Slovenskih izrazov marsikdaj ne poznam. Mi rečemo temu rajbale. Dejstvo je, da za tisto luknjico, ko smo jo pregledala, je včasih potrebno povečati. In je to 6-kotno jeklo, s katerega vrtimo, da potem za malenkost povečamo. Ampak to konkretno je za kazalce, ker je tako drobno. Kaj pa tole zeleno izgleda kot pokrivalo za piškotke? Ampak največ ni. Dejstvo je, da v tem hranimo mehanizem, kadar ne delamo na njem. Pomeni, da ko je očiščen, ga moramo nekako zaščititi. Zaradi tega, ker tudi v naši delavnici je prah. In ko te stranka zmoti, to, ko smo se prej pogovarjala, pokriješ to. Zaradi tega, ker prah pride vse posod zraven. In pri nas je prah zelo pomemben dejavnik, ne samo gospodinstvo. Malo drobnarij teh, ki jih uporabljamo pri nas. Pa seveda tole povečevalno steklo, to je skoraj da nujno potrebno. Dobro, to poznate. Dobro, ta je recimo, to je začetek. Zaključimo z mikroskopom, ker brez mikroskopa do nas ne morastvo ni rešitve. Zanimivo. No, pa vi osebno se povezujete z urarji iz tujine? Mislim, imate koga, s katerim sodelujete? Mi sodelujemo z tistimi, katere običajno srečamo na seminarjih. To pomeni, da nas zbobnajo skupaj, recimo v mojem primeru največkrat pri Omegi, in potem zvečer po seminarju imamo čas za pivo. In iz tistih pivov nastane marsikaj prijetnega, zaradi tega, ker vsi ne znamo vsega, pa vsi nimamo vsega. In medsebojna izmenjava, predvsem rezervnih delov in nasvetov, kam se obrnati, kje iskati, po celem svetu leti. Je pa tako, sem povedal, teh mojih kolegov je zmeri manj in zdaj pravzaprav že iščem zmeri več vez v teh fabrikah, tovarnah, da imam nekega urarja, kateri mi zaupa informacije. Ampak to gre samo na osebni bazi, ker tega ne moreš plačati. Ja. No, pa sedaj še vprašanje, ko smo pri vseh teh, danes je zelo veliko vodotesnih ur, se pravi vodoodpornih. Kako je s tem? Včasih so rekli, ko enkrat uro odpreš, potem ni več vodotesna. Veste, razmišljal sem konkretno o tem vprašanju že dostikrat. Velikokrat res ljudje na tak način razmišljajo, ampak je zmotno. Vse deluje na fiziki. V notranjost v hiše ne sme priti vlaga. Vlaga pride tudi preko zraka, ampak je redkejša vlaga. In če tudi je v hiši vodotesno, mi ga damo v stroj, ki to zmeri, pokaže 100% rezultat, ampak v roku leta 2 pride določen zrak, ki nosi s sabo vlago. To ne teče notri, ampak mic po mic in se nabere na šipi rosa. Na to sta namigovala, ta kondenzacija. In dejstvo je, da pri nas moramo te stvari sproti reševati. Stranke mislijo, imam avto, gre 200, ima da gre. Ne more.
če ga ne vzdržuješ, če ga ne pelješ vsake toliko časa na kontrolo, pa tudi vsake toliko časa malo predihaš, ne veš, a gre 200 ali ne. Se da potem to sanirati, kaj s kakšnimi silikončki? Stesnili, tako. To se tesnila, oziroma vse luknje, ki so v uri, se pravi spodaj, ob strani in zgoraj, imajo neka tesnenja. In to se vse pač zamenja, kadar je potrebno. Predno pa dela stranki strošek, moraš imeti pa diagnostično mašino, da ugotoviš, ali je to hasek ali ni hasek. Ker da zamenjaš vse, naredi stranki juhu stroška, ni korektno. Kaj pa, ko zamenjamo baterijo, se takrat preveri, ali je tistega tesnila še dovolj konkretno za recimo... Kadar je še izpravno, to mislite verjetno. Tako. Sprašujete za mene ali na splošno, kar se dogaja na terenu? Načeloma na splošno, če imate kakšne izkušnje, ampak tudi vas. Namreč dejstvo je, da se baterije konkretno se štejejo pod urarstvo. Ok, v redu. Ampak baterije menjujejo marsikje, od trafik naprej. In tam pri tistih menjavah baterij res ne moramo pričakovati od gospodična ali gospodiča, da bom tudi tesnilo zamenjal, ker pač on ni zato tam, mislim, on ima druge stvari. Isto v kitajskih trgovinah, to se tudi ljudje kupujejo in sami menjujejo baterije. Koliko so pozorni in pedantni, od posameznika zavisi. Če vam govorim pa izključno za stroko, mi moramo pa tesnila menjavati. Zaradi tega, ker brez tega ni haska. Kadar ima stranka bolj opasno uro, da ve, da je vodotesna, oziroma sluti, da je vodotesna, pove, da je že imel težave, moraš imeti pa mašino, ki to zmeri. Taka mašina lahko stane toliko kot en avto. Lahko si predstavljate, da takih mašin ne more biti prav dosti in posledično vsak trgovec v Šparu ne more upraviti to vrstne storitve. Pa se pogovarjava samo o menjavi baterije. Tako je. No, ker vse te športne ure dan danes tudi naj bi bile vodotesne, so vodotesne, tako da tam z njimi gremo plavati v vodo, tam je res pomembno. In so tudi consumer friendly, da se da, lahko sam zamenjam. Tako, ja. Ja, v redu. I wish you good luck. Lahko da uspe, običajno uspe, ampak ko pa pride do problema, potem smo pa mi na vrsti. To je res, to je res. Kaj pa, ko so ravno pri tem, kakšna je zares tista pravilna skrb za uro? Ok, to tako redko čujem, da sem presenečen. Podobno kot z vsemi ostalimi stvarmi, za katere imate radi. To velja za čevlje, avtomobil, srajco. Higiena, da se te zadeve čistijo in da se vsaka napaka, ki se opazi, zamirka. To je lep slovenski izraz. In da se temu primerno reagira. Ker če je gum se otrgal, ne moramo zdaj pustiti, ne? Saj jih je še 8. 9. bomo pustila. Ja, ne gre, ne? Dajmo to zrihtati. Avto trese. Nekaj ne štima. Jutri ne bo boljše. Treba je te zadeve ali samo urediti, ali pa strokovnjako peljati. In podobno je pri nas, da se čistijo ohišja, da se kontrolirajo tesnenja. Prav veliko ne morate sami narediti. Najbolj lahko čistite in pazite na to, da ne pride do neumnosti. Ker če smo površni, lahko samo ta sponka se pokvari in vi ne morate nositi ure. Pa stane lahko 20-30 evrov samo to popravilo, pa vi ne morate ure nositi. Se pravi, če hočemo očistiti uro, seveda jo moramo prinesti vam. Govorimo o ohišju. Ok. Se pravi, kaj lahko storimo doma sami? Kaj z mokro krpo? Mokra krpa je prvi korak. Če je ohišje vodotesno, je ščetka za nohte in blago tekoče milo. Posušiti zadevo. Glejte, ta ura mora biti vsake 14 dni očiščena. Zato, ker se umazanija se nam pozna na roki. In isto velja za te športne ure. A veste, kakšne ure dobivamo nam? Ne. Hudo. Mislim, ljudje sploh ne opazijo. Jaz sem se stuširal z njo. Ja, si se stuširal, samo spodje, pa nisi tuširal, ne? Daj jo ščohaj. Treba je podrgniti z ščetko in podaljšati življenjsko dobo vsake komponente pasu in ure. Za vsako vzdrževanje podaljša. Se pravi, kar lahko naredimo doma, je, da jo nekje na 14 recimo dni očistimo. Dobro, zdaj ni enotnega na sveta, ampak čiščenje, vzdrževanje in opazovanje kakršnikoli spremembe. Na koliko časa je pa priporočljivo, recimo, da jo prinesemo v urarju očistiti? Na leto dni je že dobro, da jo urar uro vidi. Običajno je zaradi baterije vidi. In potem opozarjamo, tole bo smiselno, naslednjo rundo bova tole menjala, oziroma zdi se mi nujno, da to narediva zdaj. Ti ciklični pregledi so
v urarskih delavnicah zelo smiselni, ker večina na svetu je zastojn. Mi upravimo določeno storitev, od katere živimo in lahko preživimo do vašega naslednjega obiska, ampak na svet je pa zastojn. Ja, ljudje dostikrat ne gledamo uro kot nek tehnični inštrument, ne? Ja, ali pa živ mehanizem, za katerega je potrebno skrbeti. Kot za avto seveda skrbimo, ga peljemo na servis, redni pregled, ure pa ponavadi ne vidimo ravno tako. Nosimo, ne? Seveda, ampak te nosimo, dokaj se ne pokvari. Sestavljeno je z veliko sestavnih delov, ki samo kazalci recimo začnejo oksidirati, je prav grdo in na koncu tudi škodljivo za uro, ne? Je pa veliko takih komponent v uri, ko škodijo. No, pa še eno vprašanje, kako prepoznamo dobro uro? Ali je morda kakšen tak... Gospodična, ni trika. To je podobno, kot da bi vi mene v 2 stavkih naučila to, kar vi znate. Verjetno me ne boste mogla, ne? Ne, ni pravila, resnično ni pravila, ker tudi ljudje, ki so kapitalno dosti močni, nosijo cenene ure. Tudi po naredke. Tudi po naredke. Res ne morem vam odgovoriti na kratko. So preveč kompleksne. Kompleksno vprašanje je to, ja. Potem pa za konec morda povejva še kontakt, kje vas lahko najdejo, telefonsko številko. Smo v Celju, na Aškečevi, to je med avtobusno postajo in pošto. V Celju zraven nas je veliko parkirišče. Kontakt ste rekla. 492 60 50 je stacionarna 03. 492 60 50. Se pravi 492 60 50. Ok. To je kontakt. Upam, da ste si ga zapisali, tako da karkoli je v zvezi z urami, stenskimi, kot je tudi prej gospa poklicala, tole je en zelo, zelo dober urar in če karkoli predlagam, da se obrnete na njega, ker če le lahko boste pomagali, če pa ne boste znali, pa predvidevam, da boste... Znal poslati na pravi naslov. Tako. In to je najbolj pomembno, informacije. Ja, tako da stranka reši svoj problem pri nas ali kjerkoli druge. Super. Najlepša hvala za tale nadvse poučen intervju in upam, da se vidimo še kdaj. Hvala vam za povabilo. Tako, sedaj pa pojdimo kar na en video spot Rock Me in Modrijani. Postavil maj. Vse te boljše punce tu so zdaj. Ena bolj kot druga vroče so. Fantje vsi oči si manemo. Dajmo, naj se fešta začne. Dajmo, to je ples za vse. Malo pokaž kolena, bod malo bo sproščena, rock me nocoj. Ritke se naj vrtijo, roke v nebo držijo, rock me nocoj. Levo pe 3 korake, desno pa 3 lihtake, rock me nocoj. To je to, nora noc s teboj. Dragi fantje, to pa ni lepo, da kar same punce plešejo. Vsaka naj izbere svojega si, ga vrti, da mu zavreje kri. Dajmo, naj se fešta začne. Dajmo, to je ples za vse. Malo pokaž kolena, bod malo bo sproščena, rock me nocoj. Ritke se naj vrtijo, roke v nebo držijo, rock me nocoj. Levo pe 3 korake, desno pa 3 lihtake, rock me nocoj. To je to, nora noc s teboj. Malo pokaž kolena, bod malo bo sproščena, rock me nocoj. Ritke se naj vrtijo, roke v nebo držijo, rock me nocoj. Levo pe 3 korake, desno pa 3 lihtake, rock me nocoj. To je to, nora noc s teboj.
Dobrodošli nazaj in čas je, da si pogledamo, kaj se bo danes vrtelo v kinu Trbovlje. Danes ob 18. uri Kljub zadovoljnih žena. Jutri ob 18. uri Izmaelovi duhovi, v četrtek ob 18. uri Jurijski park Padlo kraljestvo. No pa malce o filmu. Minila so 4 leta, odkar so dinozauri uničili tematski zabaviščni park Jurijski svet. Otok Isla Nublar je zdaj zapuščen, na njem pa prebivajo zgolj preživeli dinozauri, ki so v džungli prepuščeni samim sebi. Ko se začne prebujati otoški speči vulkan, se Owen in Claire odpravita na misijo, da rešita dinozaure z otoka, ki ga bo razneslo. Owen bi rad končno našel svojega raptorja po imenu Blue, ki je še vedno pogrešen v divjini. Claire, ki do dinozaurov zdaj goji veliko spoštovanje, pa želi pomagati, vkolikor je le v njeni moči. Ko prispeta na otok, so zdaj bruhajoče lave in razmere že zelo nestabilne. Med reševanjem pride njuna odprava na sled zaroti, ki utegne naš planet izpostaviti nevarnosti. Kakršni ni bil izpostavljen že vse od prazgodovine. Tako da film je zelo zanimiv in pojdite si ga ogledat, če vas veselijo dinozauri. No, ob 20:15 uri pa imamo še en film in to je Nevesta, grozljivka. V petek 9.6. ni kino predstav, v soboto ob 16. uri Začarani princ, v nedeljo najprej ob 10. uri Začarani princ, nato ob 18. Jurijski svet Padlo kraljestvo in še ob 20:15 Nevesta. Pa si poglejmo še, kaj se bo vrtelo v ponedeljek. Ob 18. uri Jurijski park Padlo kraljestvo in ob 20:15 Knjigarna. Sedaj pa je na vrsti en trailer. Hey, how was the party? Aces. He's wearing a woman's sweater. And he's drunk. Yeah, we're good parents. Right? My name's Simon. I'm just like you. I have a normal family, amazing friends, typical high school. You know there's no texting in the halls, dude. Come on, I can't have all my students tendering it up. Right. That's my department. A lot of my life is great, except I have one huge-ass secret. Hey. Have you seen the new post? About the closeted gay kid at school. Who do you think it is? Dear Blue, I'm just like you. Nobody knows I'm gay. Dear Simon, it's nice to know there's another guy at school with the same secret. When did you first realize? Dear Blue, it was a bunch of little things, like my first girlfriend. I think I'm falling in love with you. Be right back. Wasn't my proudest moment. Simon, have you told anyone? No, Blue, I haven't told anyone. Announcing who you are to the world is pretty terrifying. Abby's the hottest girl. Just not really my type. Not because she's black. I love black women. I just love all women. Dear Blue, it doesn't seem fair that only gay people have to come out. Why is straight the default? I have something I need to tell you. I'm straight. I like girls. You trying to kill me? I like men. Oh, God, help me, Jesus. Sai, look at your computer. Someone leaked your emails on the school blog. I'm sorry, Simon. I can't do this anymore. I'm supposed to be the one that decides when, how, and who knows, and how I get to say it. That's supposed to be my thing. I think I'm destined to care so much about one person it nearly kills me. Me too. It's like I can feel you holding your breath. You are still you, Simon. Have you ever been in love? I don't know. I think so. Dear Blue, I might not know your name or what you look like. I want to find you. I'm done living in a world where I don't get to be who I am. Did you date me because you think I look like a guy? No, I actually broke up with you because you don't look like a guy. Oh, okay. Thanks. Welcome. No, za konec pa si poglejmo še, kaj se bo ta teden dogajalo po Zasavju.
V okviru Rdečih revirjev 2018 bo v sredo 6. junija ob 10. uri gala kvintet Narodno-zabavni ansambel Tržnica Trbovlje. Tudi ob 10. uri Čubra Kabra Hoduljarji, ulična predstava, interakcija z mimoidočimi, Tržnica Trbovlje ploščad in stopnišče med MCT-jem in DDT-jem. Ob 11. uri Vitkar, Zavod Prijatelj Postoj in Poglej, plesno-gledališka predstava za osnovno šolo, gledališka dvorana Delavskega doma Trbovlje. Nato ob 17. uri Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, Hodl de Bodl, gledališka predstava za OŠ Dom Svobode Trbovlje. Ob 18. uri Mažorete Trbovlje, plesni nastop, ploščad med MCT-jem in DDT-jem. Ob 19. uri Prosavus, mešani pevski zbor, zborovski nastop, enako ploščad med MCT-jem in DDT-jem. Ob 19:30 uri Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, kratki skeči iz Štilčkov 2 v 2017, enako ploščad med MCT-jem in DDT-jem. In v četrtek 7. junija ob 15. uri produkcija evropskih prostovoljcev Mladinskega centra Zagorje Skills and Art to Go. Ploščad enako med MCT-jem in DDT-jem. No, ob 18. uri društvo Marionetno gledališče Jurček, Vragov svat, Dom starejših Trbovlje. In ob 18. uri kavarniški koncert tekmovalcev Slovenske note 2018 Vrt Mladinskega centra Trbovlje. Ob 19. uri zaključni koncert glasbene šole Hrastnik v Delavskem domu Hrastnik. To je bilo za revirje, Rdeče revirje, sedaj pa pojdimo na 8.6., se pravi v petek, bodo na sporedu petkovi glasbeni večeri koncert Big Bang Zagorje in Big Band Krško. Ob 20. uri na mestni ploščadi Zagorje. 9.6. ob 9. uri zjutraj bo potekal nogometni turnir Viktorja Maurerja Acota v športnem parku na Logu. Ob 8. uri zjutraj bo tudi pohod Hrastničani spoznavamo svoj domači kraj, zbor pri spomeniku NOB pri bivšem Riklovem mostu. In še en dan, na katerega je vredno spomniti, to pa je Svetovni dan oceanov, ki ga Združeni narodi obeležujejo na 8. junij. Zdravi oceani so zdrav planet. Opozoriti želijo, da so oceani srce planeta. In tako kot srce poganja kri do vsakega dela telesa, oceani povezujejo ljudi na Zemlji, ne glede na to, kje živijo. Oceani uravnavajo podnebje, prehranjujejo milijone ljudi, proizvedejo večino kisika, ki ga dihamo, in so dom neverjetni zbirki živalskih in rastlinskih vrst. Zagotavljajo nam pomembna zdravila in še mnogo več, so v ZN zapisali ob letošnjem dnevu oceanov. Da bi zagotovili zdravje in varnost vsem prebivalcev in tudi prihodnjim generacijam, je nujno, da prevzamemo odgovornost in varujemo oceane, tako kot oceani varujejo nas, so navedli. In tako, dragi moji gledalci in drage gledalke, sezona Merica dobrega se počasi končuje. In tole je bilo moje zadnje druženje z vami v tej sezoni. Jaz vam želim eno lepo in poletja polno druženje in piknikov, da bo seveda tudi znosno, kar se temperatur tiče. Jaz sem uživala v vaši družbi in upam, da ste tudi vi v moji. Vidimo se zopet jeseni, ko začnemo z drugo sezono, do takrat pa si napolnite svojo merico dobrega. Uživajte in nasvidenje.